Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi bomo govorili o novi knjigi, v kateri je strnjena zgodovina zadružnega doma v Otaležu. V studiu pozdravljam Milojko Magajne, avtorico te imenitne knjige. Pozdravljeni in dobrodošli v naši oddaji. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Povejte nam, zakaj ste se lotili tega tako pravzaprav velikega projekta? Pravzaprav je več razlogov. Najprej seveda ne povem, da sem domačinka, da sem se s to zgodbo o zadružnem domu že dalj časa srečevala, soočala tudi v vlogi članice Sveta krajevne skupnosti. Namreč zadružni dom je v precej slabem stanju in ga verjetno čaka rušenje, in ob teh različnih srečanjih so prihajale na dan različne zgodbe o zadružnem domu in se je porodila ideja, zakaj ne bi to nekako poskušali zbrati, zapisati, kaj vse se je s to stavbo dogajalo, in tako je potem prišlo do tega rezultata. Povejte nam, kako dolgo ste pripravljali to knjigo? Knjiga je nastajala, prav dejansko nastajala približno 2 leti. Začelo se je, kot rečeno, je najprej, da sem pač poskušala sama nekaj izbrati, predvsem po časopisnih virih. Potem sem pa predlagala, če bi bili krajani zainteresirani, da bi se pač začeli dobivati, da bi v obliki nekega študijskega krožka poskušali zbrati spomine. Tako da smo v 2 letih, v letu 2024 in 2025, se dobivali skupino krajanov, včasih jih je bilo več, manj, ampak tam nekje okrog 10 je bila stalnica, in smo pač posneli oziroma zapisovali te njihove spomine, nekateri so tudi sami pripravili zapise. Istočasno seveda je pa sledilo še delo v arhivu, predvsem v idrijski enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana. V knjigi bralca popeljete seveda v čas po drugi veliki vojni, po drugi svetovni vojni, se pravi leto 45-46, velik zanos, ponovn razvoj, nova družbena ureditev. In takrat so po vsej Sloveniji pravzaprav začeli z gradnjami zadružnih domov. Koliko domov so zgradili ali pa naj bi jih, pravzaprav, ker je razlika, ne, od načrtov do realizacije, v tem okolju? Mislite v slovenskem okolju? V slovenskem, pa tudi na idrijsko-cerkljanskem. Ja, čeprav, naj povem najprej, da pravzaprav je šlo za vse jugoslovanski projekt, ne samo slovenski, se pravi projekt, kjer naj bi nekako skozi te zgradbe, skozi te zadružne domove preoblikovali podeželje. Načrti so bili velikopotezni, v Sloveniji naj bi bilo zgrajenih preko 500 zadružnih domov, mislim, da jih je bilo nekje okrog 350, nekaj več kot 350 v resnici realiziranih. Kar se pa tiče našega območja, se pravi idrijsko-cerkljansko, je bilo na začetku govora o 11 zadružnih domovih, mislim, da leta 48 sem našla podatek 11. Potem v letu 49 najdemo v arhivu poročila, da se pripravlja 15 zadružnih domov, od tega sta 2 sicer v Hotedešci in na Tratah, ki sta potem kasneje, ko je pač se ta okraj idrijski ukinil, pač prešla pod Logatec. Tako da realizacija je bila pa manjša, seveda. V resnici je bilo pa zgrajenih 7 zadružnih domov. In med temi 7 je bil ta v Otaležu najbrž največji? Ne vem, če je bil ravno največji, sigurno je sodil med večje, mislim, da je verjetno Spodnja Idrija, je tudi mogoče tam nekje ali pa še celo večji, ker ti zadružni domovi so bili nekako 3 velikosti, ne. In ta otaležki je bil srednjega tipa. V knjigi navajate tudi podatek, naj bi imel kar 850 kvadratnih metrov uporabnih površin.
dvorano s 450 sedeži, to je še za današnje čase velika dvorana, naprej 450 sedežev. Berem tukaj sedaj trgovina s skladiščem, pisarna, sejna soba, garderoba, kinokabina, stanovanje hišnika, hranilnica, knjižnica, klubska soba in še polovica poslopja ima spodaj klet. Bi rekel, to je en zelo velik in pomemben objekt tudi po programskem smislu, ne? Ja, to je v bistvu res v vseh pogledih pravzaprav zelo velik objekt. Sama stavba je impozantna, velika in zamisliti si, da so v tistih razmerah, se pravi v tistih povojnih letih nekaj takšnega zgradili, za današnji čas bi bil to kar zalogaj, ne takrat, ko so recimo večinoma te stvari počeli pač z domačimi zidarji, z takšnimi sredstvi, kot so takrat pač bila na razpolago. Kar se pa tiče programa, ja, to je dejansko, in to velja za vse zadružne domove, to so bila zamišljena kot neka nova središča vasi, kjer bi se združile in te gospodarske in kulturne funkcije, ne? Se pravi, da je dejansko vse to, kar ste našteli, vse to se je pod to streho v različnih obdobjih, različno intenzivno odvijalo. 4 vasi pravzaprav gravitirajo na to središče, pa tudi sicer so te vasi tako razpotegnjene po tem velikem pobočju, ne? In nek center je bil res smiseln. Ja, to je, sej Otalež je v bistvu kot neko središče bil že prej gotovo, ker je v Otaležu glavna cerkev tudi, ne, Svete Katarine, ampak ni pa bilo tega gospodarskega središča, ne, to je pač bilo nekaj na novo, ne. Tudi šola je bila že prej v Otaležu, ne. S tem zadružnim domom je pa dobila svoje prostore tudi kmetijska zadruga, ki je imela v tistih povojnih letih izredno pomembno vlogo, ne? Ker kmetje so pač na ta način dobili možnost, da te svoje pridelke v bistvu doma tudi prodajo, ni bilo treba več, ne vem, naprimer v časopisu preberemo, da so pred vojno v koših nosili sadje, jabolka, naprimer v Idrijo, si predstavljate, peš iz Otaleža oziroma iz teh vasi, Lazec, Plužne, Jazne, do Idrije, s tem, da zaslužek je bil precej pičev na koncu, ne. S tem so pa dobili pač to možnost, ne, da se domačem kraju pač oddajo te svoje viške. Poleg tega je bila pa zadruga pomembna tudi v smislu pač te spodbujanja in pospeševanja tako živinoreje kot sadjarstva. Sadjarstvo je recimo bila ena od dejavnosti precej razvita v teh krajih, sploh tam v 50 letih so organizirali oziroma vzpostavili, ne vem, več hektarjev novih sadovnjakov, ne. Veliko pozornosti je bilo temu posvečeno in to je bil resen tak napredek. Govorite o kmetijski zadrugi Otalež? Otalež, tako. Samostojna. Ja. Samostojna kmetijska zadruga je bila ustanovljena leta 1947 in je kot samostojna delovala do leta 1958. Potem so se pa te zadruge na Cerkljanskem združile, povezale skupaj, je obstajala nekaj let samostojna zadruga v Cerknem, do začetka 70 let, ko pa se poveže z idrijsko in postane pač kmetijska zadruga Idrija. Zanimivo se mi zdi ta podatek, da ste imeli v Otaležu tudi čevljarsko delavnico in tudi podjetje Mizar Otalež ter tudi krojačnico. Ja, sploh v teh povojnih letih ne je bilo pač ogromno je bilo potrebno poskrbeti v tem domačem okolju, ni bilo takšnih možnosti, kot jih imamo danes. Te ceste, te komunikacije so bile še precej nerazvite. Ja, in krojačnica je delovala kar nekaj let in pač za potrebe tega lokalnega okolja, ne. In podobno mizarska delavnica, ki je sicer sprva bila v drugih prostorih, ampak na koncu v zadnjih letih, tam 50-ih, pa v kleti zadružnega doma, ne. Mislim, da 7 zaposlenih. Ja.
Mislim, to je že Je bilo podjetje. na koncu, ko so bile te reorganizacije, se je v bistvu tudi čevljarnica pridružila tej, v bistvu je bilo vse pod enim okriljem, ne. Mogoče danes se to čudno sliši, ampak to je bila neke vrste v današnjem jeziku optimizacija, bi lahko rekli. Poskus sicer ni dolgo trajal, nekaj let, potem pa so se morali prilagoditi razmeram na trgu in ekonomija je neusmiljena, ne? Tako. Gradnja samega poslopja pa je pravzaprav temeljila na prostovoljnem delu. Ja, tako kot veliko, ne, teh gradenj takrat po drugi svetovni vojni, to je bilo vse na prostovoljnem delu, pravzaprav tudi material, vse, kar so potrebovali, so morali zagotoviti iz tega lokalnega okolja. Začelo se je takoj v začetku leta 1948 s pripravami. V tistem času je bila tudi na novo zgrajena ta dostopna cesta do vasi, ker prej je ta dostopna cesta tekla, oziroma pot, bolje rečeno, tekla nižje od te današnje. Začeli so pripravljati apnenico, kopati pesek. Ta material so ljudje morali zagotoviti sami. Tudi kar se tiče lesa, je šlo v glavnem ta les je bil iz privatnih gozdov, se pravi kmetje so zbrali, darovali les za gradnjo zadružnega doma. Zdaj, kasneje v nadaljevanju se je pa seveda cement, zidak in te stvari se je nabavljalo. Recimo se tudi vidi iz te fotografije, ne, da spodnji del zadružnega doma je v bistvu grajen iz kamenja, ki je iz tega lokalnega okolja, medtem ko zgornji del potem iz teh zidakov, ki jih je proizvajala takratna opekarna v Cerknem. Nemalo težav so imeli tudi s prevažanjem materiala, ni bilo tovornjakov. Ni bilo tovornjakov. Je bilo takrat že transportno podjetje v Cerknem, ki je pač zagotavljalo te prevoze, kar se tiče tega materiala, recimo te zidake, medtem ko veliko prevozov so opravili ljudje s svojimi uprežnimi živalmi, z konji, z voli, kakorkoli. Odprtje zadružnega doma je bilo, mislim, da leta 1951, čeprav poročila o sami proslavi nimate. Ne, ni mi uspelo, niti po virih, niti da bi se kdo spominjal dogodka, kako je izgledalo odprtje samega zadružnega doma, kar se mi zdi še kar zanimivo, zakaj o tem ni nikjer niti besede, ker vemo, da so v tistem času takšne pridobitve zelo tako na veliko obeleževali. Edina informacija v bistvu je iz šolske kronike osnovne šole v Taležu, ki govori o tem, da so imeli proslavo za 29. november 1951, mislim, da leta 1951, kjer so obeleževali novo pridobitev, se pravi elektrifikacijo, ampak niti besedice pa ni nekjer v šolski kroniki o prireditvi, ob odprtju zadružnega doma. Tako da zgleda, kot da je ni bilo. Zdaj, kaj so bili za to razlogi, pa žal mi ni uspelo odkriti. Škoda, da pričevalci tistega obdobja večinoma jih je žal že pokojnih, ne? Ja, res je, večinoma. Tisti, ki so še živi, so bili seveda takrat otroci, nekaj teh spominov je tudi zapisanih, ampak žal če bi hotela več, bi morala se te naloge lotiti 10, 15, 20 let nazaj, recimo. Potem bi mogoče bilo kaj več tudi še v zvezi z gradnjo. Omenili ste šolarje, šolsko poslopje in šolski program osnovni se je odvijal drugje. Ja, osnovna šola je bila v drugi stavbi, sicer v neposredni bližini, vse do leta 1976. Torej letos bo 50-letnica velikega potresa v Posočju. V tem potresu je bila zelo prizadeta tudi otališka šola. Po
po majskem potresu so potem še imeli nekaj časa pouk v tej stari šoli, ampak samo v pritličju stavbe. Potem po jesenskem drugem potresnem sunku so pa ugotovili, da je šola prenevarna, tako da se je potem preselila za približno 2 leti v zadružni dom. Se pravi, tudi tem potrebam je to obdobje služil zadružni dom, torej kot šola. Medtem ko pa seveda vse te šolske proslave so pa se vse odvijale v dvorani zadružnega doma. Ta dvorana je gostila tudi nešteto, bi lahko rekli, kulturnih dogodkov, koncertov, tudi plesov, družabnih dogodkov. To je dajalo poseben utrip temu kraju. Sigurno, pač to je bilo dejansko potem tudi v tem kulturnem in družabnem pomenu res eno tako središče. In še danes pravzaprav kogarkoli vprašate, ki ni iz Otaleža oziroma iz teh naših vasi, seveda malce starejše generacije, po čem se spomnijo Otaleža, se skoraj gotovo spomnijo potem, da so tja hodili plesati ali pa da so bili na kakšnem silvestrovanju ali kaj podobnega. Pomembno vlogo pri življenju v preteklih desetletjih v tem obdobju so imele tudi družbeno-politične organizacije. Tukaj so bile, mislim, da mladinska organizacija, borci, Rdeči križ, celo ste imeli oddelek Rdečega križa. Vse te organizacije so imeli sedeže, pisarne tudi v tem poslopju. Ja, drži. Dejansko v nekem določenem obdobju so vse delovale, ne, tudi v zadružnem domu, tudi krajevna skupnost recimo je imela svoje prostore v zadružnem domu. Se pravi, vse, kar se je dogajalo, je bilo na nek način povezano z zadružnim domom. Ne. Se pravi, čeprav dobro krajevna skupnost je imela svojo pisarno v zadružnem domu, ampak skozi to se je zdelo, se je pokazalo smiselno, da se pokaže vsaj tiste glavne projekte, s čim vse se je krajevna skupnost, ki je bila mimogrede ustanovljena kot krajevna skupnost 1965. leta, s čim vse so se ukvarjali, ne? Ker to vloga krajevnih skupnosti je bila v preteklosti drugačna, kot je danes, kjer sploh še delujejo krajevne skupnosti, ker marsikje so že bile tudi ukinjene, ne? Se pravi, veliko nalog je bilo pravzaprav na ramenih krajevnih skupnosti, ki so morale pač razvijati to svojo infrastrukturo, poskrbeti za to, da so imeli prebivalci, ne vem, ceste spodobne, ne, tako je bila recimo ena taka velika akcija v Otaležu je bila asfaltacija in širitev dostopne ceste, ne, ki je seveda to preneslo velik napredek oziroma olajšalo življenje ljudi, ki so se potem lažje odločili, da v domačih krajih ostanejo, da si tam celo zgradijo domove, ker v nasprotnem primeru bi bile te vasi še precej bolj opuščene oziroma precej več ljudi bi verjetno odšlo, kot je tudi sicer seveda odšlo iz teh krajev. V knjigi objavljate tudi te statistične podatke o odhajanju, predvsem domačinov v druge kraje. Naprimer, podatek leta 1948 je bilo 247 prebivalcev v Otaležu, ne? Leta 2022, sedaj, pred par leti, pa le 125 prebivalcev. To pomeni, da se je število prepolovilo. Ja, zdaj tukaj moram priznati, da je treba tisto številko malo moram korigirati. Namreč vmes se je zgodil odcep, nastalo je samostojno naselje Travnik, ne, leta 1997, ki je prej Travnik je prej spadal deloma pod Otalež, deloma pod Jazne, se pravi, tisto malce bi morali še povečati, ne, če bi v sorazmerju, ampak dejansko število prebivalcev se je generalno zmanjšalo za 30%, ne, če govorimo za celo krajevno skupnost. To pomeni, da tudi ob dobri komunalni opremljenosti celotnega območja ljudi to ne zadrži, pravzaprav, da ne bi si iskali sreče in bivalnega okolja druge, ne? Ne, to sigurno ne. To je pač samo eden od
pogojev, da so tiste osnovne stvari urejene, a ne, potem se ljudje lažje odločajo. Imamo pa na drugi strani ljudi, ki prihajajo od drugod, sej ne nazadnje je kar nekaj tujih lastnikov, ki so kupili hiše v naših vaseh. Se pravi, iz tujih, to pomeni iz drugih držav. Tudi sami ste vrsto let živeli v Cerknem in sedaj živite v Otaležu. Tako. Zadružni dom je bil priča tudi temu ne le počasnemu umiranju, zmanjševanja števila ljudi na podeželju, ampak tudi na nek način lastnemu tehničnemu propadanju, ne. Za to hišo, ki je bila velika, ogromna, zgrajena s prostovoljnim delom, se je pravzaprav slabo skrbelo, ne? Ja, tukaj se moram kar strinjati. Ja, pravzaprav problem je bil v tem, prva povojna leta, dokler je bila samostojna kmetijska zadruga v Otaležu, je bilo to jasno. To je bilo pač, oni so v njihovih evidencah je bilo to vodeno kot last oziroma last. Kmetijska zadruga je bila upravljavca, ne, zato ker to je bila družbena lastnina, ne. Po ukinitvi samostojne zadruge pa seveda nastal problem, ne, ker središče je šlo v Cerkno oziroma vodenje v Cerkno, v Idrijo kasneje, in nekoga, ki bi res stalno skrbel za objekt, ni bilo oziroma je bilo to prepuščeno uporabnikom. Uporabniki so bili pa društva, krajevna skupnost oziroma različne te množične organizacije in oni so po svojih močeh pač skrbeli za to, ne. Recimo, ko se je obudilo prosvetno društvo leta 1969, pripovedujejo takratni člani, kako so spet s prostovoljnim delom, koliko energije, koliko truda so morali vložiti, da so dvorano spet nekako vzpostavili, menda celo na novo uredili tlak, ker je pač prej so bile deske očitno položene na gola tla, da so potem to uredili. Se pravi, skozi je bil ta interes ljudi. Ljudje so bili tisti, ki so to nekako vzdrževali, zato da so lahko sploh uporabljali, ker sicer ne bi mogli prostorov uporabljati, ne. In tako je ostalo vse do konca, ne. Lastnica stavbe je kmetijska zadruga Idrija, pač po tej zakonodaji, ki je bila potem po osamosvojitvi sprejeta, je bilo pač ta možnost, ki so jo izkoristili, ampak lastnica seveda ni nikoli vlagala pač v ta objekt. Ne le vlagala, ni skrbela niti za redno vzdrževanje, ne? Tako. Danes je ta objekt v slabem stanju. Streha pušča. Ja, danes je ta objekt žal res zelo, zelo slabem stanju. Mislim, da se je začelo tam s temi povodnimi 2023. Streha je bila odkrita, ni bilo poskrbljeno za sanacijo, tako da pušča. Objekt je tudi povsem zapuščen. Tudi gasilci, ki so imeli nazadnje še svoj družabni prostor v domu, so ga zapustili s tem, ko je bila pač usposobljena v celoti njihov nov gasilski dom. Tako da zdaj je stavba prepuščena zobu časa in čaka na nekoga, ki bo prišel in pač poskrbel, da se jo poruši, ker verjetno ga ni junaka, ki bi bil pripravljen karkoli še vložiti v sanacijo tega objekta. Pred leti se je krajevna skupnost zanimala, da bi poslopje odkupila od kmetijske zadruge, kljub temu, da po vsebini pravzaprav je že bilo od krajevne skupnosti, saj so ga ljudje s prostovoljnim delom zgradili, pa takrat ti pogovori niso uspeli, ne? Cena je bila previsoka, ne? Menda, ja, cena je bila previsoka, čeprav interes krajevne skupnosti je bil tudi takratnega vodstva, je bil velik, ker so nekako smatrali in tudi meni se če danes pogledam z današnje perspektive, zdi škoda, ker stavba, mislim, da če bi se redno vzdrževala in tudi mogoče ob neki
primerni obnovi, bi bila lahko krasna in bi še zmeraj služila svojemu namenu. Žal, cena je bila previsoka in tudi potem so se ljudje na zborih krajanov odločili, da naj se sredstva, ki so sicer že bila rezervirana za ta namen in so izvirala iz teh povračila Telekoma, ki je na račun vlaganj, ne, pred leti, ko so ljudje sami gradili to telefonsko omrežje, ljudje so rekli, naj grejo ta sredstva raje v nov gasilski dom in to se je potem tudi realiziralo. Včeraj sem govoril z direktorico kmetijske zadruge in je povedala, da danes ta dom ponujajo za 1 evro oziroma dajo zastonj, če bi ga kdo le hotel, pa ga ni vnaka. No, kot sem rekla, pač sredstva za obnovo takšnega objekta so velika, pa tudi za rušenje pravzaprav ni to tako enostavna zadeva, tako da upajmo, da se bo vsaj za to našel denar, kajti objekt postaja nevaren. Mimo vodi cesta, je v bistvu v vasi in to je na vsak način bo pač potrebno poiskati rešitev. Na začetku pogovora sva naštela, kje vse so domove zgradili. Taka usoda žalostna pravzaprav je doletela samo dom v Otaležu in mislim, da v Govejku. V Govejku. Vsi ostali domovi še danes služijo svojemu namenu. Dejansko ostali domovi, če govorimo o tem našem idrijskem območju, še služijo svojemu namenu. Edino, po mojih informacijah, je dom v Dolah v zasebni lasti. Medtem ko ostali domovi v Črnem Vrhu, v Spodnji Idriji, v Šebreljah, ki je še v glavnem ostali služijo temu skupnosti pravzaprav, ki jih je zgradila. Ko ste pripravljali to knjigo, ste se pogovarjali z mnogimi akterji pravzaprav te zgodbe. Kako ti ljudje doživljajo danes ta propad tega projekta? Ja, sploh tisti, ki so bili v nekem obdobju aktivno vpeti v to dogajanje, nekako z grenkobo in z žalostjo to spremljajo, ker seveda imajo na drugi strani ta spomin na to življenje, na to bogato življenje, ki se je pod to streho odvijalo. In spremljati, gledati to počasno umiranje je gotovo boleče pravzaprav, a ne, sploh, če si sam tam vložil neko energijo in imel neke prijetne spomine, imaš na tisti čas, a ne, tako da, ja, niso prijetni občutki. Kakšen nauk v navednicah bi prenesli novim generacijam s to zgodbo, s to knjigo? Ja, ta knjiga je bila na eni strani namenjena krajanom, nam, ki zdaj živimo, na drugi strani pa seveda tudi našim mladim, našim otrokom oziroma tistim, ki šele bodo prišli. Nauk v bistvu, da je skupnost tista, ki lahko zgradi takšne stvari, ki lahko ustvarja neko kvalitetno življenje, in ta povezanost, ki je bila včasih med ljudmi, je nekaj, kar bi morali tudi zasledovati tudi v prihodnje. Ker ta individualizem, ki se zdaj nekako uveljavlja, verjetno nas ne bo naredil bolj srečne. Ob tem odličnem besedilu, ki je objavljeno v knjigi, ob vašem besedilu in številnih spominih, ki so dobesedno tudi citirani, ne, pa je v knjigi objavljenih zelo veliko fotografij, dokumentarnih fotografij, ki so tako pravzaprav dragoceni, ne? Ja, to je sigurno jaz bi rekla, da je ena dodana vrednost knjige, ker vem iz izkušenj, da ljudje zelo veliko raje pogledajo knjigo, če je noter veliko fotografij. In tudi moj namen je bil, da se čim več ljudi v tej knjigi prepozna. Zato je tudi nabor fotografij kar precejšen. Lahko bi jih bilo tudi še več, ker fotografskega gradiva se je na koncu zbralo kar veliko, nenazadnje vse te predstave, ki so se odvijale v dvorani Zadružnega doma, so bile
pofotografirane, ampak seveda je treba se na koncu omejiti in zelo vesela sem tudi, in tudi se mi zdi, no, da je bila dobra odločitev, da smo vmes kot celostranske oziroma dvostranske fotografije vključili tudi poglede na te naše vasi, panoramske poglede oziroma neke detajle. Kdo so bili mojstri teh dvostranskih fotografij? Avtorja večinoma teh fotografij sta fotografa, profesionalni Bojan Tavčar in pa fotografinja Anica Kofol. Obema se moram res zahvaliti, ker sta te svoje fotografije tudi brezplačno odstopile za knjigo. Boste napravili kakšno razstavo, kakšen projekt, se to kam nadaljuje? Mogoče v prihodnosti, nikoli ne reci nikoli, trenutno sicer ne, ker so drugi službeni projekti, ampak ja, mogoče bi bilo še kaj za dodati oziroma na kakšen drugačen način tudi predstaviti, ampak seveda vsaka taka stvar terja precej časa in truda in zaenkrat za to še ni pravi čas. Milojka Magajne, jaz vam čestitam za knjigo. Odlično opravljeno delo, ki ga bodo najbrž znali ceniti, prav bi bilo, da bi ga tudi naši zanamci čez desetletja in tudi čez 100 let zagotovo knjigo bodo vzeli v roke in bodo občudovali ta čas. Jaz upam, če že ne občudovali, pa vsaj dobili en uvid v življenje svojih prednikov. Hvala vam za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.